imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Tobija, kaj si danes prinesel na oltar? Prinašam kelih, v njem bo med mašo vino postalo Kristusova kri, znamenje njegove neskončne ljubezni do vseh ljudi. Prinašam Božjo besedo, tako kot je Hajdi zaupala Bogu, želimo tudi mi poslušati njegove besede in živeti po njih. Kaj pa ti, Aleks? Prinašam vodo in vino, z njima Bogu prinašamo tudi svoje delo, veselje in vse, kar smo doživeli na oratoriju. In ti? Prinašam pateno s hostijo, iz kruha bo pri sveti maši postalo Jezusovo telo, ki nas hrani, povezuje in nam daje moč za življenje po evangeliju. Danes se zbiramo pri sveti maši, kjer želimo Bogu izročiti vse, kar smo doživeli na oratoriju. Veselje, prijateljstva, molitev, igre in vse lepe trenutke. Na oltar smo prinesli znamenja, ki nas spominjajo, da je Jezus vedno med nami. Ob tem pa ne darujemo le teh znamen, ampak tudi sami sebe. Svoje roke, ki so pomagale, svoje noge, ki so tekale po igriščih in poteh, svoja usta, ki so pela in molila, ter svoja srca, ki so se odpirala Bogu in drug drugemu. Naj bo današnja sveta maša zahvala za vse, kar smo prejeli na oratoriju in prošnja, da bi tudi po njegovem koncu ostali podobni Hajdi. Odprtega srca, pripravljeni delati dobro, zaupati Bogu in z veseljem hoditi za Jezusom. Ampak vseeno, kar smo slabega storili na začetku te maše, spustimo pred Jezusa in ga prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo, Bog naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po
našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Nahuma. Glej, na gorah prihaja sel, ki je znanja mir. O Juda, praznuj svoje praznike, izpolni svoje obljube. Nič vrednež ne bo več prihajal k tebi, popolnoma je uničen. Da, Gospod bo obnovil Jakobovo lepoto, kakor je bil sijaj Izraela, ki so ga opustošili ropari in ugonobili njegove mladike. Gorje krvoločnemu mestu, vse na njem je prevara, polno nasilja, ne neha z ropanjem. Čujte pokanje bičev, škripanje koles, konji v galopu, vozovi odskakujejo, jezdeci pretirjavajo, meči se bliskajo, sulice se leskečejo. Množice ubitih, mrličev brez konca, ljudje padajo čez njihova trupla. Vrgel bom nate gnusobo, vzamem ti čast in te postavim v smeh. Kdor te zagleda, se od tebe obrne in reče: razdejane so Ninive, kdo jih bo objokoval? Kje ti naiščem tolažnike? Božja beseda. Blizu je dan, Bog preizkuša in ozdravlja. Bog preizkuša in ozdravlja. Blizu je dan pogube Božjih sovražnikov in naglo pride njihova usoda. Kajti Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu in se usmilil svojih služabnikov. Bog preizkuša in ozdravlja. Okusite zdaj, da sem zares jaz in da ni Boga razen mene. Jaz jemljem življenje in ga dajem, zadajam rane in jih ozdravljam. Bog preizkuša in ozdravlja. Ko nabrusim svoj meč, se bo bliskal in se dvigne moja roka k sodbi. Tedaj se zamaščujem nad svojimi zatiralci in povrnem tem, ki me sovražijo. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Takrat je Jezus rekel svojim učencem: če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, pogubi pa svojo dušo? Ali kaj bo dal človeku zameno za svojo dušo? Sin človekov bo namreč prišel v veličanstvu svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih. In resnično povem vam, so nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega priti v njegovem kraljestvu. To je Kristusov evangelij. Geske besede ne izbrišejo naše grehe. A veste, kaj občudujem, ko sem prišel skozi vrata tam pred strani? Nobeden od vas ni bil zmatran, jaz sem se pa komaj spravil k sveti maši.
Jaz ne vem, kako ste lahko tako bistri. A je to možno? Se ne mora verjeti po celem dnevu. Tako, kako lepo. Ja. Očitno ne ste hranili neki moči, neki dobre volje, tudi za Tomaša. Boste sodelovali? A mi boste kaj pomagali? Če vas kaj vprašam, boste kaj pomagali? Super. Ker meni je bila ta zgodbica o Hajdi nekaj čudovitega. Čudovitega. Mislim, prvič sem jo slišal, nisem prej prebral ne knjige, ne gledal filma in sem samo gledal, kaj se bo zgodilo v naslednjem dnevu, ko me čakal. Ampak kaj se pa vam najbolj vtisnilo v spomin od te zgodbe? To me zanima. Kaj je bilo vam tisto, kar je na Hajdi bilo nekaj posebnega, kar je bilo v zgodbi tako lepo izpostavljeno? Kaj bi rekli? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Kaj ti tebe najbolj ostalo v spominu? Katera oseba ti je bila najbolj zanimiva? Patrik. Ja, super. Ja? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Da je Klara hodila. Ko je Klara shodila, si videla po koraku, kar naenkrat. Ma kam je mogla priti? Kam je mogla priti? A je doma shodila? A je shodila doma? Ne, na pašniku. Na pašniku je shodila. Ja, s pomočjo prijateljic, ne prijateljev. Ja, super. Kaj še? Kaj še je bilo takega zelo zanimivega? Kaj je bilo še takega zanimivega, punce to cvedi? So bile recimo kozice zanimive? Ja, Ja. Kdo jih je pasel? Peter. Peter jih je pasel. In a je bil Peter vedno dober, a je bil kdaj tudi malo poreden? Da je tudi malo poreden. Kdaj tudi malo poreden, a ne? Zato, ker je voziček zapeljal dol od Klare. Ja, je zapeljal voziček proč in ga je pahnil dol po strmini, da ga niso mogli dobiti več. A je tako? Lomu. Ga je še zlomil, 2000 je bil vreden. Ja, kaj je bilo še zanimivega? Ja, Stara mama od Petra, zakaj pa stara mama od Petra? ker ni videla in je pač tako bila smešna, pač, ker ja, ni videla in pol je še vedno je prepoznala ljudi. Ja, je prepoznala ljudi, ja, točno. Ja, punce. Da je Klara imela mačke. Da je Klara imela mačke, dobro. Ja? Da je imela sivo, belo in še eno belo mačko. Wow. Ja, super, ja. In a je bilo dosti teh živali tam na tistih pašnikih, kaj mislite? V planinah. A je bilo več živali v planinah ali v mestu, v hiši zaprti? Kje mislite? Na planinah. Na planinah, aha. Ker je bil svež zrak in vse podobno, a ne? Ja. Kaj ti je bilo tebi všeč? Ker je Hajdi prinesla kruh stari mami, ker ni mogla jesti in to brez vprašati. Super, a kakšna je bila Hajdi? Kakšna je bila Hajdi tako po srcu? Kaj misliš? Prijazna. Prijazna. A je bila dobra? A je bila tudi mogoče skrbna? Tudi? Je bila? Kaj je skrbela, ne? Zato, ker ona ni mogla jesti, je dala take lepe štručke. Je bila radodarna. Je bila radodarna, je znala videti potrebo človeka, ne? Ja, super. A je še kaj imela Hajdi, kar recimo smo lahko občudovali? Kaj je bilo tazga pri Hajdi, kar smo lahko občudovali? Je bila prijazna. Je bila prijazna do soljudi. Ne, je imela srčka na pravem mestu. Je vsem, kar je videla, je našla nekaj posebnega
in se je tako čudila nad vsemi rožami na planini, ves razgled, potem zvezde na nebu. Ona je imela odprte oči, ja, točno. In kaj pa animatorjem tako, recimo tem z dolgim stažem lepo, kaj je bilo všeč? Ja, je imela veselje do življenja. Ja, in to ste tudi sami pokazali. Animatorji, ki vas bom še malo pri vas vstavil kasneje in verjamem, da je imelo to tako lepo sporočilo. Toliko lepih stvari očitno se je vtisnilo v nas, a ne, in bo z nami živelo še nekaj časa. Upam, da bo postalo del tudi našega življenja. Kar sem pa sam videl pri tej Heidi, ona je bila mestno dekle, ampak je rada živela na vasi. Ona je bila mestno dekle, ki je rada živela na vasi. In si je tam dobila skupnost, si je tam dobila občestvo, si je tam dobila ljudi, s katerimi je rada živela, s katerimi je bila povezana. S katerimi je bila najbolj povezana? Heidi, s kom je bila najbolj povezana na planini? Petrom? S kom? Klaro? Detkom? S kom? Ja, in s tistimi dvema kozicama. Tudi, ne? Vsaj. So je že kar nekaj dobili. Torej, tam je dobila svoje življenje, ki je imela to rada, ki je tam zaživela. In je bila povezana z Bogom, ja, preko teh ljudi, preko tega življenja, preko teh gor, ki jih je videla, preko teh pašnikov. Biti povezan z Bogom in ljudmi sta dve stvari, ki so, se mi zdi, tudi za nas, za našo dušo, toliko nekaj lepega. Dobro, dragi animatorji, meni je oratorij zmeraj vsako leto nekaj posebnega. Ampak, ko pa vidim vas, zdaj ne vem, ali si bilo 25, 26, 27, se niti ni važno, ko vidim, kako se tukaj noter dajete, vlagate, kako dajete svoj cejt, svojo moč, svoje sposobnosti, kako razlagate, kako to poskušate prenašati, prenesti, kar imate v sebi, to je za mene mali čudež. To je za mene čudeži. To je za mene tisto, kar v življenju lahko rečem, wow, kako je to nekaj lepega. In v vas vidim prav to lepoto, veselje do življenja, ki ga nosi, prenaša vsak od vas v to animatorsko skupnost. Jaz vam želim, da bi to ohranjali v svojem srcu in tudi veselje oratorija, ki je tudi za vas, nosil za sabo. Staršem, dragi starši, ki ste tako lepo pripeljali, spodbudili svoje otroke, mogoče jim omogočili ta termin, da se med sabo podružili, tako hvala lepa, ker smo lahko bili skupaj, tudi z vami. In če me je Heidi tukaj ta zgodba o njej nekaj naučila, nekaj dala v odnosu starš-otrok, je to, kako lepo je skrbeti za malo bitje, ki je zaupano v vsej polnosti. Da se človeku, ki ste mu dali življenje, da ste mu na to dali vse, kar mu pridiče, kar mu gre. Tako telesno, kot teorično, da gre, da je živahen, da lahko hodi, kot tudi duševno, kot tisto duhovno hrano, ki daje novo vsebino v življenje. Jaz vas res vabim, da to ohranite tudi sami v sebi, namreč, da predajate to duhovno sporočilo, tudi z krščansko osnovo, z vrednotami in molitvami tudi na vašem domu. Danes začenjamo tudi en tak poletni del misijona. In ste videli na začetku maše, ko so prišli
tukaj fantje in dve punci, kaj so delali? A ne, da so malo skoraj plesali, ne da? Ampak kako spoštljivo, ste videli, kako spoštljivo so nosili knjigo, vse stvari za oltar. Tako, kje se to vidi ponavadi? Na Madagaskarju, ja, v misijonih. In so nas, malo uvedli tudi v naš župnijski misijon, ki se zdaj v malem vikendu začenja zdaj, nadaljuje potem v novembru. In med nami zato pozdravljam posebnega gosta, gospoda Vrata Joškota, ki je z nami že dolgo časa, bo z nami, ne danes, in na to v tistem terminu novembra. Dejte mu en aplavz, da bo dobil malo spodbude, da ne omaga na tej poti. Tako, hvala, da vzbena, ne? In gotovo ima tudi on kakšno lepo sporočilo. Prosiš. Boštjan, zdaj mi bo naroden. Ja, najprej tebi, Boštjan, hvala za to, da tako vidiš stvari. Malo je duhovnikov, ki opazijo animatorje, kako se darujejo, malo je duhovnikov, ki vidijo tudi starše, kako zaupajo otroke. No to, tako, tebi res čestitke, njemu velik aplavz, evo. Boštjan, res hvala in sem vesel, da v bistvu imamo tole priliko. Jaz sem tako, ker sem se zdaj vozil z Celja dol, pa tako mi je lepo poslušati vašo primorščino. Tako, zdaj, jaz uživam, spomnim se na križ, kako je bilo, ampak Slovenija je tako lepa. In mi bomo imeli misijon, ne tako kot v Afriki, ampak tako kot v Sloveniji. Ja, boste videli. To pa pomeni, da bomo v bistvu živeli z Bogom, ga srečevali in ste mi zdaj dali super idejo tudi za oratorij. Pri nas v Celju imamo čez 3 tedne, mi bomo imeli pa žive živali. 3 kozice tam majhne, pa nekaj kur, pa goske, pa enega telička, bomo imeli tam pri samostanu. Ja. In sem danes rekel, Joško, kako si budalo, da to delaš, ne? Ampak zdaj pa vidim, da je prav, ne? Ker tam je en kmet rekel, pa kako te vi to speljali, ne? Tako da ste mi dali super idejo to. Pa še ena stvar, oratorij. Veste, oratorij je čist Jezusova logika, ker Bog zbere, nas pokliče, zbere, takole in se učimo živeti in ljubiti. Vam bom povedal eno izkušnjo iz oratorija v Vipavskem križu. A je kdo bil v Vipavskem križu kdaj na oratoriju? A je kdo bil? Eni ste zdaj že veliki, ki ste mogoče kdi. Ja, mi smo imeli takrat, ko sem bil pred 15 leti tako v oratorij, tako smo še spali na vrtu našem samostanskem, opoldne, vsak dan smo imeli pa češčenje. In smo prosili Jezusa, da pride med nas. In je bilo tako lepo, ker sem šel tam v našo samostansko cerkev, smo šli vsi, polna je bila, no in sem prinesel Jezusa. In pa je pokleknem, pomagam tudi otrokom in animatorjem, da je to Jezus prišel med nas in da se to poklekne, ker mu pokažemo, ko ga imamo radi. In za mano pokleknejo. Kaj pravite, kdo je ta prvi pokleknil za mano? Kdo je ta prvi pokleknil? Ta mečkni otroci, ta mejkne otroke kar rukne dol. Ja, to se kar usede k Jezusu in takrat sem rekel, Jezus, koliko si dober, ti si res otroke pokazal, da ne se učimo med nami. Ja, potem pa vedno težje gre in potem so pa najstniki, pa animatorji, veš, ki mi je pa malo naroden, pa se pa oni še počasi zvijejo tako. Dol k Jezusu, ampak smo vsi pri njem. Ja. To je veličina.
In to bomo tudi v misijonu, boste videli, kako je to nekaj lepega, ko bomo zopet odkrili, pa zopet poživili to vse vsakič, ko smo takole skupaj, kako nas ima Bog rad, kako v bistvu nas je čudovito izbral, izvolil, da smo prav mi zdaj tlele skupaj v tej zgodovini. Tako da jaz se veselim, z mano bo prišel še brat Luka, on je pa z Blok, boste videli to njegovo govorico, potem je pa še Poljakinja, sestra Gražena, ona bo pa plesala. Jo te pa komaj ustavili, ker je bila tudi v Afriki in polno teh plesov pozna, tako da bomo kakšnega sigurno zaplesali. Ja, toliko za enkrat, za eno tako predstavitev, bomo pa zdaj tale vikend skupaj. Vem, da jutri imamo zjutraj hvalnice, tako da dobrodošli, da jih bomo skupaj začeli, potem pa takole bom jaz malo z vami živel, da vas malo spoznam, vi pa nas. Bratje in sestre, Jezus je naš Gospod, samo v njem je odrešenje, temelj naše vere, zato ga takole prosimo. Teh prošnja. Jezus, prosim te, da bi ljudje brez doma dobili dom. Jezus, prosimo te za vse bolne, da bi ozdraveli. Jezus, prosim te za revne ljudi, da bi dobili dovolj hrane. Prosimo te, da ne bi bilo vojne. Jezus, prosim te, da bi vsi na svetu ozdraveli. Jezus, prosim te, da bi spoštovali naravo in je ne bi toliko osnaževali. Dobri Bog, prosim te za ljudi v stiskih, daj jim svoje usmiljenje. Jezus, prosim te, da za hrano, da bi bila tako dobra kot na oratoriju. Jezus, prosim te, da bomo vsi zdravi. Gospod Jezus Kristus, podpiraj nas, da bomo s tvojo pomočjo pričevalci evangelija življenja in tudi upanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje, sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje Tebi prijetna daritev, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da Tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se Ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice Ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k Tebi po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, Tvojo smrt oznanjamo. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so spali v upanju na vstajenje. Danes posebej Franca Berceta v 30. dnevu in vseh, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Pa tiho molimo za rajne. In prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetniki in svetnicami, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Zdaj bomo kmalu molili tudi Oče naš. Cel teden smo na oratoriju spoznavali življenje Hajdi. Naučili smo se, da moramo Boga prositi in nam bo dano. Zato še zadnjič prosimo Boga s to molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh in usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrjuj nas v miru in nas vodi k edinosti. Da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Ljudje živimo v družbi. Da gradimo skupnost, potrebujemo mir. Podelimo si ga s stiskom roke. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Amen.
Zahvale. Dobri Jezus, hvala ti za tako lep oratorij in animatorje, ki so nas učili bliže k tebi. Jezus, hvala ti, da si naredil svet in mojo družino. Jezus, hvala ti za vse dobre prijatelje. Hvala za župnike in papeža. Jezus, hvala za družino. Jezus, hvala ti za družino in prijatelje, ki nas podpirajo. Bog, hvala ti za tak lep letošnji oratorij. Jezus, hvala ti za hrano. Jezus, hvala za letošnji pripravljen oratorij poln smeha in prijateljstva. Jezus, hvala ti, da nam kažeš pot v življenju. Jezus, hvala, da živimo v mirni in samostojni državi. Gospod, hvala ti za animatorje, hvala za njihov zgled, pripravljenost, čas, energijo in talente,
ki so jih darovali tebi v slavo in korist naših otrok. Dragi mladi, hvala tudi vam, da ste našim otrokom kazali lepoto življenja skozi darovanje samih sebe. Naj Bog blagoslovi vaše delo s priprošnjo, da boste temu poslanstvu še naprej zvesto sledili. Jezus, hvala ti. Spoštovani gospod župnik, dragi starši, otroci in vsi zbrani. Ob zaključku letošnjega oratorija bi se radi v imenu vseh animatorjev iz srca zahvalili vsem, ki ste nam pomagali, da smo lahko skupaj preživeli čudovit in razigran teden. Letos nas je spremljala Heidi. Njena zgodba nas je spominjala, da največ pomenijo preproste stvari. Dobri ljudje, pripravljenost pomagati, veselje do skupnega dela in hvaležnost. Prav to smo lahko doživljali tudi na našem oratoriju. Najprej hvala našim kuharjem, ki so vsak dan z veliko skrbnostjo pripravljali okusna kosila in poskrbeli, da smo se lahko po vseh dogodivščinah skupaj usedli za mizo. Hvala pekarni Vintola, ki nas je razveselila z odličnimi picami in hot dogi. Iskrena hvala kmetiji na Krnicah, kjer smo preživeli čudovit dan na našem izletu. Hvala za prijazen sprejem, gostoljubje in vse dobrote, ki ste jih pripravili za nas. Hvala tudi vsem, ki ste prinesli sadje, sladolede in druge dobrote, ter z njimi razvajali otroke in tudi animatorje. Hvala tudi krajevni skupnosti za posojo miz in šotora, ki nam je v vročih dneh, nudil prijetno senco. Posebna zahvala gre našemu župniku Boštjanu. Hvala za vse prostore, ki smo jih lahko uporabljali za pomoč pri pripravah, za spodbudo in za to, da ste nas tudi letos spremljali na duhovni poti. Ob vseh igrah, delavnicah in izletih je najpomembnejši del oratorija vedno Bog. Hvala, ker ste skrbeli, da je duhovnost ostala v središču vsega, kar smo doživljali. Hvala tudi vsem animatorjem. Vsak je prispeval svoj del, od priprav pred oratorijem do zadnjega pospravljanja danes. Hvala za čas, potrpežljivost, dobro voljo in srce, ki ste ga vložili v ta teden. Dragi starši, hvala za sodelovanje, podporo in pripravljenost, da ste bili skupaj z nami del letošnjega oratorija. In seveda, hvala vam, otroci. Vi ste razlog, da oratorij sploh obstaja. Hvala za vse nasmehe, vprašanja, igre, pesmi in dogodivščine. Upamo, da boste iz tega tedna odnesli lepe spomine, nova prijateljstva in tudi kakšno spodbudo za naprej. Naj nas Heidi še naprej spominja, da se največje stvari pogosto skrivajo v preprostih dejanjih, dobrote v času in ki ga namenjamo drug drugemu in v skupnosti, ki zna stopiti skupaj. Bog povrni vsem, ki ste kadarkoli pomagali in hvala, ker ste bili del letošnjega oratorija. Molimo. Usmiljeni Bog znova nas poživlja s svojim svetlim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k
večnemu odrešenju po Kristusu našem Gospodu. Peter je imel 2 kozi. Mi bomo morali nabrati še kakšno več. Zdaj po maši, ja? Če malo sedemo? Ja, lahko. Dragi otroci, hvala, ker ste pripomogli, da je naša cerkev kljub počitnicam in dopustom polna. Dragoceno je v taki družbi začeti naš misijonski vikend, ki pa je le predokus župnijskega misijona, ki nas čaka jeseni, zadnji teden novembra. Kot je že brat Joško povedal, se jutri najbolj pogumni že zjutraj ob 7 zberemo tu v cerkvi pri hvalnicah. Zvečer, po večerni maši, ob 9 pa na čukli pri telovadnici, na molitveni meditaciji in opazovanju nočnega neba, če bo vreme le dopuščalo. Sedaj po maši pa se vsi ustavimo na placu pred cerkvijo. Nobenemu ni dovoljeno iti direkt domov. Edino, če gre po tokvin ali pa še po koga, da se nam pridruži. Čaka nas osvežilna pogostitev in bogat srečelov, zaradi česar bi se rada res iz srca zahvalila vsem za tak odziv. Hvala podjetju za železne konstrukcije in prevoznemu podjetju iz Zalošč, podjetju, ki skrbi za ogrevanje in inštalacijo iz Dornberka, domači pekarni iz Volčje Drage, sirarski kmetiji iz Krnic, 2 domačima podjetjima, ki izdelujeta okusne marmelade, namaze in sirupe, kmetom, vinarjem, sadjarjem, čebelarjem, mizarjem, frizerkam, umetnici, programerskemu podjetju ter pivnici in pizzeriji iz Šempetra, podjetju, ki trži kozmetiko, podjetju, ki izdeluje orodja, trgovskemu podjetju, tovarni sladoleda in čokolade, vsem staršem, družinam in posameznikom iz Dornberka, Prvačine in Zalošč, ki ste darovali, prispevali, zbirali. Hvala marljivim sodelavkam Karitasa, ki ste pekle tudi v tej vročini. Hvala sodelavkam, ki ste pakirale in pomagale, kjer je bilo potrebno. Hvala tistim, ki ste poskrbeli za stojnice, tistemu, ki je zrihtal skrinjo in tistemu, ki jo je priklopil na elektriko. Nekaj časa sem vodila evidenco vseh darovalcev, potem pa ste toliko nosili z vseh strani, zbirali na več krajih, da si ne bi drznila poimenskega naštevanja, saj bi bilo predolgo in ne bi bilo pošteno, če bi koga pozabila navesti. Zdaj je pa na vseh nas, da srečke pokupimo, saj je bilo v nasprotnem primeru ves ta trud zaman. Cena posamezne srečke je 3 evre in vse so dobitne. Za prispevek 10 evrov pa dobite kar 4 srečke, torej 4 dobitke. Kdor prispeva 20 evrov, dobi 8 nagrad in daruje že za celo kozo. Srečke bodo prodajali fantje ministranti v rumenih jopičih, tako da jih ne boste mogli zgrešiti. Dobitke pa bomo prevzemali zadaj pred zakristijo. Neseš listek številko in prevzameš nagrado. Če boste prejeli rdeč kuponček z napisom Sladka izbira, pa boste prevzeli pristojnici s palačinkami in skrini s sladoledom tam pri mladih Prmežnarjevih. Glavni dobitek je več kot 7-kilogramska prvovrstna mortadela, drugi dobitek je 4-kilogramsko kolo odličnega sira. Namesto žemljic bo pa pecivo, palačinke in sladoled. V paketih je še obilo bogatih in praktičnih nagrad, ampak bolj kot nagrade imejmo v mislih to, da z nakupom srečke prispevamo za dober namen.
za otroke in njihove družine v Afriki, ki imajo zelo drugačno otroštvo in življenje od našega. Ena koza lahko pomeni ključen vir preživetja celi družini. Zato res trkamo na vašo velikodušnost, podporo in sodelovanje in se zahvaljujemo za nazaj in za naprej. Drugač pa nagrade so res, ki sem jih videl, take, da se vam splača nagrade kupiti in potem na Temuju prodati. Boste prišli nazaj. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.